sedaj zahvaljujem. Zdaj pa tudi uvajate nekaj novega, kar mislim, da bomo mamice z velikim veseljem sprejele korak za korakom. Tako da, prosim, če lahko začnete. Nekje uro pa pol bomo skupaj, ne bi začeli z vprašanji, najprej bi imeli predavanje, če pa bo potem še kako vprašanje, pa ja, prosim. Ja. Prav lepa hvala za ta laskavi uvod. Jaz sem zelo vesela, da sem danes z vami skupaj, da je toliko zanimanja za to predavanje in vam bom tudi poskušala po najboljši moči z veseljem razložiti to področje uvajanja goste hrane pri dojenem otroku ali pa tudi pri hranjenju po zobetnim mlekom. Predavanje sem povzela z dovoljenjem doktorice Jill Rapley, ki je iz Anglije in je pri nas v Laškem predavala to predavanje. Nekaj malega sem še sama dodala, tako da bi mi morda kar začeli, pa bomo potem se ukvarjali z vprašanjem. Torej, gre za hranjenje po želji otroka, pa bomo začeli najprej z dojenjem po želji otroka. Torej, dojenčki so zelo sposobni ljudje, oni vedo, kako najti dojko, kako dobiti mleko, kdaj in kako pogosto se hraniti, kako hitro jesti, koliko mleka zaužiti. Torej, morda v tem ta spoznanja niso čisto domača za vas, ampak v resnici, če otročka po rojstvu položimo na materino dojko, nagonsko najde, kje je dojka, začne sesati in se pravzaprav zna hraniti in vse, kar potrebujete vi, da prisluhnete svojemu otroku. Tu se ne bomo dosti spuščali o dojenju, ker potem ne bi bili danes gotovi, pa bomo šli kar naprej. Torej, dojenje dokazano deluje najbolje, če ga vodi dojenček. Vi pa ste tista oseba, ki boste spoznali svojega otroka in ugotovili, kako želi biti hranjen. Torej, vi boste sledili otrokovim znamenjem, dopuščali, da bo otrok sprejel odločitve in dopuščali otroku, da se hrani po svoji želji. To je nekaj kratkega o dojenju. Zdaj pa preidimo na odstavljanje po želji otroka. Odstavljanje je v angleški besedi weaning. V bistvu ni mišljeno, da bi ga v resnici odstavili od dojenja, ampak to je čas, ko začne jesti tudi drugo hrano, ne samo materino mleko. Torej, kaj je odstavljanje? Odstavljanje je postopen prehod od popolnega mlečnega hranjenja k popolnemu prenehanju mlečnih obrokov. Torej, je uvajanje čvrste hrane in ob tem pa otrok dobiva še tudi mlečno hrano, postopno pa preide tudi na izključno drugo hrano. Če to pokažemo z eno časovnico, lahko rečemo, da nekje od rojstva do prvih 6 mesecev uživa otrok samo mleko. Mamino mleko ali nadomestno mleko. Potem, nekje do 2 let je še vedno dojen in ob tem uživa družinsko hrano in potem se postopno neha dojiti tudi in uživa predvsem družinsko hrano. Ta razpredelnica je narejena, ta preglednica je narejena po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije in o tem ne bi zdaj razpravljali kako, ker boste slišali v okolju tudi razna druga navodila. Torej, odstavljanje je obdobje od 6 mesecev do 2 let. O tem obdobju
bomo zdaj govorili. Pa si poglejmo bolj podrobno. Otrok se je sposoben torej sam hraniti brez pomoči, dojiti se je sposoben sam. In to boste tudi, če boste dojile ali ste dojile, same opazile. Sam ve, kdaj bi se dojil, sam ve, koliko bi popil, ve, kdaj ima dovolj. Kak je pa z odstavljanjem? Pri odstavljanju pa nekako v našem okolju pretežno smo navajeni hraniti otročka z pasirano hrano, po žlički, ker naenkrat v 6 mesecih otrok pozabi jesti, ne zna se več hraniti in potrebuje pomoč. Tako kot recimo starostniki v domu za ostarele. Je res tako. Torej, dojenje smo rekli, po želji otroka, sledi otrokovim znamenjem. Dopušča otroku, da sprejme odločitve in dopušča otroku, da se hrani. Zakaj bi bilo hranjenje s čvrsto hrano drugačno? Zakaj domnevamo, da moramo otroke hraniti? Dotaknimo se še priporočene starosti za uvajanje čvrste hrane. Pred letom 2002 so nekako v svetu pristali na uvajanje čvrste hrane med 4. in 6. mesecem. Od leta 2002 so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, da se s hranjenjem z čvrsto hrano začne nekje okoli 6 mesecev. Kaj smo torej spregledali? Zakaj smo to morali spremeniti? Dejstvo je, da 6-mesečni dojenček ni enak 4-mesečnemu dojenčku. Ima zelo različne spretnosti in si želi biti neodvisen. Če pogledamo, kaj zna 4-mesečni dojenček, je sicer fiziološko glede na 6-mesečnega dosti manj zrel. Kaj potrebuje? Potrebuje lahko prebavljivo hrano, potrebuje zaščito pred okužbami, potrebuje materino mleko. Torej, v tej starosti potrebuje materino mleko. In za hranjenje uporablja sesanje in ne zna ugrizniti ali žvečiti. Torej, to je povezano z njegovim razvojem. On v tem obdobju še ni zrel za drugo hrano. Kaj pa zna že 6-mesečni dojenček? On lahko, njegova prebavila so zrelejša, za 2 meseca zrelejša. Lahko prebavi različno hrano, ima že od 2. meseca naprej se začne razvijati imunski sistem, torej ima za 2 meseca zrelejši imunski sistem, lahko sesa, grize in žveči, lahko obvlada različne teksture hrane, se pravi gostote hrane. Torej, če primerjamo te 2 starosti, je pravzaprav z otrokovim razvojem povezano, da nekih stvari 4-mesečni dojenček še ne zna, medtem ko 6-mesečni pa že obvlada. Torej, zorenje se pri 6 mesecih nekako steka, in sicer imunski sistem, prebavni sistem in tudi oralne motorične spretnosti. Če boste radovedni, si lahko tudi na internetu pogledate, kako se z gosto hrano muči 4-mesečnik in kako dosti lažje je 6-mesečniku. Ali pa eni objavljajo tudi filme, kak so 3-mesečnega že z gosto hrano ali pa še nižje starosti. Torej, 6 mesecev star otrok je pripravljen za vključitev druge hrane.
Medtem ko 4-mesečni otrok ima druge lastnosti, on še vedno rad opazuje, zdaj pri 3 mesecih komaj začel prav opazovati in potem rad se dotika stvari, spoznava stvari, pač pa ne more vzravnano sedeti, ne more natančno posegati in prijemati, ne zna prijeti in si nesti v usta, ne, ciljano. Medtem ko 6-mesečni otrok lahko vzravnano sedi in lahko natančno posega in prijema. To je ta razlika. Poleg tega 6-mesečni otrok pravzaprav vse nosi v usta in dovoliti mu morate, da nosi vse v usta, ker usta so njegov spoznavni organ. Preko ust on raziskuje svojo okolico. Vsako stvar, ki jo vidi, če jo 4-mesečni opazoval, jo 6-mesečni otrok zagrabi, nese v usta in vidi, ali je trdo ali je mehko, ali se da prežvečiti, ali se ne da. Tu ne se bati bakterij, prosim. Namen v razvoju je, da v tem času otrok prejme čim bolj raznolike bakterije iz svojega okolja, ker bolj bo raznolike bakterije v njegovem črevesju, bolj bo zdrav. Manj bo alergij, manj bo vsega. To pa je recimo iz drugih predavanj, ki sem jih poslušala o razvoju mikrobiota. Torej, pri 6 mesecih, če sklenemo, so grobe in fine motorične spretnosti, koordinacija roka, oko, vse je pripravljeno za samohranjenje. Torej, on ne pozabiš pri 6 mesecih, ker naenkrat postane invalid in ga moramo njih hraniti, ampak je zrel za samohranjenje. Medtem, torej to bi bili sklepi, da dojenčki pri 4 mesecih morajo imeti tekočo hrano, ker ne obvladajo še trde. Če že imajo čvrsto hrano, mora biti pasirana in mora jo dobiti po žlički. Torej, ta gre, ampak to ni njegov razvoj, to ni spoznavanje nove hrane, to je samo hranjenje. On nima s tem posebnega veselja, pač nekaj dobi v usta. Ja? Dojenčki pri 6 mesecih pa so pripravljeni na hrano, ki jo morajo žvečiti in se sami lahko hranijo s koščki hrane. Ne potrebujejo pretlačene hrane in ne potrebujejo hranjenja po žlički. Ta gospa Jill Rappley nam je to obširno razložila, ker je ona delala, ona je nutricionist, dietetičarka, ki je delala doktorat iz tega področja. Primerjala, kako otroci pri 4 mesecih in kako pri 6 mesecih sprejmejo drugo hrano. 6-mesečnik je tudi radoveden glede vsega. On hoče raziskovati, posnema, delovati samostojno, želi spoznavati tudi hrano in ne jo samo jesti. Princip tega hranjenja, se boste videli v nadaljevanju, je, da se on z spoznavanjem novih stvari uči, njegovi možgani se močno razvijajo zaradi tega, ker spoznava nove oblike, nove teksture, spoznava tudi, kaj se da pogoltniti, kaj se ne da, kar se ne da, pljune ven. In na tem temelji hranjenje po otrokovi želji oziroma odstavljanje po otrokovi želji. Če pogledamo, noben sesalec ne dela tega kot mi, da bi zdaj mladiči sesali, potem pa bi jih hranili. Vsi druge, v živalskem svetu, vsi drugi sesalci
vzamejo svoje mladičke s sabo in jih postopno jim kažejo, katera stvar je za pojest, katera stvar ni za pojest in dejansko mladiči posnemajo svoje starše. In nič drugače ni pri našem mladiču. Nobenih dokazov ni, ki bi podpirali hranjenje dojenčkov po žlički in ni dokazov, da bi morali dojenčki dobivati, se pravi, pretlačeno hrano pireje. Če pogledamo v zgodovino, kakšni so bili razlogi, da smo otroku dali čvrsto hrano. Nekateri razlogi še zdaj boste videli veljajo. Dojenček je videti lačen. Moramo mu dati nekaj malo bolj gostega, zato da bo dalj časa spal in da bo, ker se po noči prebuja. Potem razlogi so nekateri opazili, da je pač opazuje starše pri hranjenju. Nekateri navajajo za razlog za uvajanje čvrste hrane, da je pridobivanje teže počasnejše. Potem, da je otrok prevelik ali premajhen. Potem na posodah za otroško hrano piše skoraj na vseh, da se začne uvajati pri 4 mesecih. Tu morate pomisliti na komercialni efekt tega uvajanja in pa tudi, ker drugi tako delajo. Tako da to so taki razlogi, pri nas v našem okolju so razlogi tudi, da vam posvetovalnici rečejo, da morate začeti s čvrsto hrano. Dosti bolj pametni razlog je dojenčkova motivacija. To je ta slikica, to mačko ni treba motivirati, da bi prišla do zlate ribice. Prav tako tudi otroke vodi radovednost, želja po posnemanju, želja po raziskovanju in po neodvisnosti. Primarna želja nikoli ni lakota. Otrok, ki je dojen, pravzaprav ni lačen. Njegove potrebe po hrani so zadovoljene. Kar ga naprej žene je pravzaprav želja radovednost. Nekaj novega. Vidi tudi starše. Skratka, nekaj novega bi nesel in zna. Takrat že zna, sedi, zna prijeti in zna si nesti v usta. Tudi prvi podoj spodbuja nagon, ne lakota. Otrok ni toliko lačen, kot pa ima nagon, da se prisesa na materne prsi. Saj se rodi z zalogami. Starši ne odločajo, kdaj je njihov otrok pripravljen za plazenje, hojo ali govor. Preprosto počakajo, kdaj je njegov razvoj tako daleč. Tako je tudi tu. Kdaj je pravi čas za hranjenje? Dojenčki bodo sami pokazali svojim staršem, kdaj so pripravljeni na čvrstejšo hrano. Potrebujejo samo priložnost. Hranjenje je tudi užitek. Vsi vemo, da je hranjenje užitek. In če je pri otroku, če otroku dopustite, da je to kot neke vrste igra, spoznavanje novih stvari in od njega ne pričakujete, da se bo že prvič nahranil za celi obrok, potem bo tudi za vas to užitek. Hranjenje je užitek, kadar je to zadeva, ki jo delimo z drugimi, kadar jemo v pravem okolju, kadar svojo hrano pričakujemo, kadar lahko ob njej uporabljamo vsa čutila, kadar lahko sami poskusimo nove stvari in imamo nadzor nad tem, kaj bomo pojedli. Ne da vam nekdo
tako si predstavljate, pridete v eno tujo državo, kjer pripravljajo neko čudno hrano in vam bi zavezali oči, ker pač ne poznate, tako si predstavljam, ne poznate te hrane, ali pa nekdo bi vam preprosto žlico taknil v usta. Vprašanje je, če bi bili zadovoljni in jaz mislim, da bi pljunili ven, ker hrane ne bi poznali. Ne? Torej, kaj bi vi izbrali? Pristop po želji dojenčka, torej priložnost jesti, skupni obroki, enaka hrana kot drugi, možnost se jo dotakniti, jo doseči, raziskovati oblike, barve, sestave in okus, izbirati vsak grižljaj, si ga nesti v svojem tempu, v usta. Torej, ali bi to izbrali, ali običajen način, kot se zdaj dela, da zdaj skratka je čas za hranjenje, pričakuje se, da boste jedli, da boste sami jedli, mamica vas bo nahranila, preden bo družina sedla k kosilu zaradi tega, zato da bo imela mir potem. Potem različno hrano vam bodo skupaj zmešali, spasirali, recimo meso, krompir in zelenjavo, in to boste po možnosti dobili iz kozarčka, ki je naprej pripravljen in na katerem piše od 4. meseca starosti naprej. Ne boste imeli nobenega možnosti, da posegate po hrani, da se dotikate, da vsa hrana bo enako izgledala, vse bo pasirano in grižljaje, ki jih boste dobili, bodo nepričakovani, skratka v ritmu, ki ga bo določala oseba, ki vas bo hranila. Ni čudno, da nekateri dojenčki in njihovi starši so razočarani nad obroki. Starši so razočarani, ker otrok kljuba in noče pojesti, dojenčki pa, verjemite, še dosti bolj razočarani, ker mama, ki je bila do zdaj prijazna in jih je dojila in zdaj daje sadno kašo, ki ima pol manj kalorij, otrok je lačen in pričakuje dojko, ona pa se je pripravila z muko božjo tisto sadno kašo in zdaj bi ona rada, da otrok to poji. Ne? Dobro? Jaz malo karikiram, da vam je jasno. Torej, kako izgleda odstavljanje po želji otroka? Uporablja se dojenčkom naravne razvijajoče se spretnosti, kot smo jih prej našteli, njegov apetit, njegova sposobnost in nobene postopno napredovanje brez kakih stopnj. Tu imate še razna navodila, so prisotna v okolju, kot to, da morate 3 dni dajati, ne vem, jabolka, 3 dni korenček, pa 3 dni ono, da bo se kaj, jaz vem kaj, prebavni sistem prilagodil ali nekaj takega, kar nima nobene znanstvene osnove. Ne? To so samo neke, kak bi rekla, nekdo se je to pač preprosto zmislil. Dojenček sam ureja, kdaj je pravi čas za začetek, kako hitro bo napredoval pri hranjenju, tudi glede zaužite količine bo sam postopno zviševal in sam postopno zmanjševal mlečne obroke. Velika prepreka je, da ljudje razmišljajo, da se bo otrok z koščki hrane zadavil. Torej, to je ena velika, velika zmota. Ko se novorojenček rodi in če je starejši od 34 tednov gestacije, ima že zelo močan žrelni refleks in nikakor ne bo spustil vdihala nič. To je eden najmočnejših refleksov. Samo možgansko okvarjen otrok bi lahko aspiriral. Tak si predstavljate, kot tudi starostniki, ko jim počasi možgani pešajo, se jim dogaja, da dahnejo hrano. In pa tudi, recimo, ob infektu, tudi nekateri virusi včasih zmotijo to dozorevanje, ampak takrat še vedno lahko preidete na izključno dojenje.
Tveganje za davljenje se nasprotno poveča se z nagibanjem nazaj med hranjenjem, ne? Če bi otroka tako enako v roki držali kot pri dojenju, pa ga hranili z, recimo, pasirano hrano, dosti prej se jim zaleti s pasirano hrano, ker je tekoče, ne? Če bi otrok uporabljal sesanje pri hranjenju, to bom vam potem pokazala, so eni pripomočki, ki so tudi moderni za uvajanje goste hrane, pa niso primerni, torej ne more hkrati sesati. Zakaj? Gibanje jezika je pri sesanju povsem različno kot pri žvečenju. In ravno to je glavni smisel, da otrok postopno se nauči drugega gibanja jezika, ko začne drugo hrano, se vadi v drugem gibanju jezika, ki ga potrebuje pri žvečenju in pri požiranju. Če bi imel pri hranjenju neke dodatno gibanje ali kaj takega, bi se tudi lahko prišlo do davljenja, se pravi, da ga nekaj zmotimo in pa seveda ni priporočljivo, da bi otroka hranili z majhnimi trdnimi predmeti. Samo koliko jaz vidim, se zna tudi s temi spoprijeti, recimo nese kamenček v usta, pa ga vlači po ustih dolgo časa, ugotovi, da to ni nič užitnega in ga plune ven. Ja? Tako da tudi to zna. Kakšen je razvoj samohranilnih spretnosti? Torej, če je to na začetku pri dojenju iskanje, pristavljanje, sesanje, je naslednja stopnja poseganje z roko, prijemanje in okušanje. Potem postopno grizenje in žvečenje in namensko požiranje. To vse potrebuje svoj čas. Če imamo prvih 6 mesecev za to prvo stopnjo, se postopno potem neke 2 do 3 mesece potrebuje za drugo in tretjo stopnjo, dokaj namensko ne požira. In ves ta čas naj bo ob tem še dojen ali pa dobiva drugo hrano, kakor jo pač dobiva mlečno hrano. Kako bomo zagotovili osnovno varnost? Torej, priporočljivo je, da otroček sedi pokončno in da sam odloča, kdaj in kako se bo hranil. Naj ne dobi vsaj na začetku ne drobne trdne hrane, kot so oreščki, ampak naj bo hrana dovolj mehka, ker je še brezok, da si jo on v ustih splošči in jo lahko potem tudi poje. Nikoli ga ne smemo pustiti samega, pa to verjamem, da vsakemu jasno. Ne? Če pogledamo pripomočke za hranjenje, ki so nekje tudi propagirani, to so razne mrežice, da bi se tu dala kašica, pa bi otrok pravzaprav sesal. To za njega ni napredek. To za njega pomeni, da se vrača k sesanju. Ne? In dejansko sicer dobi nekaj hrane, ampak to je stagniranje, to je nazadovanje. Torej, te pripomočki niso uporabni za odstavljanje po otrokovi želji. Kakšne so prednosti odstavljanja po otrokovi želji? Nekaj sem že povedala. Torej, otrok se ob hrani uči, spoznava teksture, okuse in uči se tudi varnega hranjenja. Ker če dobi v usta prevelik kos, ga pljune ven. In če se bo dalo, to še ne pomeni, da je nekaj narobe, on se preprosto brani pred tujkom, tako bi se vi, če bi dobili nekaj velika, recimo eno veliko tableto ali pa kaj takega v žrelo, ki je ne bi mogli podobiti.
Torej, kako se, tu imate dva, nobene prisile ni treba izvajati, da je treba hitreje jesti, pa daj še en tak grižljaj. On bo pravzaprav prvo hranjenje vzel za igro in bo to izvajal zelo počasi. In vzel bo ravno tisto, kar se mu bo zdelo. In seveda se morate opremiti z potrpljenjem, ampak če računamo, da ste prihranili čas, ker niste rabili delati pasirane hrane in da boste zraven tudi uživali, verjetno tudi posneli kakšen film in tak dalje, mislim, da je to vredno. Otrok bo razvijal dodatne spretnosti in sicer koordinacijo med roko in očmi, potem razvijal bo tudi desnoročnost, razvijal bo tudi socialne spretnosti, namreč to hranjenje bi naj potekalo hkrati z drugimi družinskimi člani in otrok razvija obnašanje za mizo, pogovor, medsebojno si izmenjava hrano, če ima še kakega sorojenca, mu še tisti, kar ponudi. In to je pravzaprav tisto, kar smo rekli prej, da je hranjenje užitek za vse. Za starše to pomeni nobene posebne priprave hrane, nobenih kozarčkov ali pripomočkov, nobenih sporov v času obeda, ko mu daš neki košček, on to vlači po ustih dolgo časa, lahko ješ celo kosilo. In družina se hkrati hrani. Za vse pomeni to manj debelosti in boljšo prehrano. Za vse pomeni, da so te družine srečnejše. Nekaj tudi so zdaj dokazovali, da je ob tem tudi boljši razvoj govora, gre za to, da se jezik prej dozori, da je manj potreb po ortodonskem zdravljenju. Te raziskave niso še čisto dodelane, ampak se samo nakazujejo. In morda tudi boljša inteligenca, ker se veste, vse, kar uspe otrok z svojimi čutili zaznati, pripomore k razvoju možganske skorje in s tem k inteligenci. Kako bomo to hranjenje izvedli? Torej, najprej bomo pripravili okolje. Priporočljivo je, da vključite otroka v čas hranjenja družine in pa predvsem naj ne bo ne lačen, ne utrujen. Priporočljivo je, da prej ga malo podojite, potem pa se začne igra. Priskrbite zdravo hrano. Vidite, to so te stolčki, ki se zdaj dajo zraven mizice, zraven vaše mize. Otrok naj sedi zravnano, lahko zaščitite tlake, pričakujte, da v začetku njegova spretnost ne bo tako velika in pozabite na krožnike in skodelice. Te stolčki imajo navadno mizico, ki se da pripeti, ki se da umivati in lahko potem na njo date hrano. Katera hrana je ustrezna? Večina sadja, zelenjava naj bo mehka, torej tista, ki je trda, naj bo kuhana, ne pa razmočena, tudi meso lahko v večjih koščkih, trakovih, kruh je bolje kot prepečenec, ker je pretrd. Lahko pa pravzaprav vsako hrano, ki jo vi jeste, narežete na trakove ali na koščke, tako da bo jo otroček lahko prijel. Jill je prikazala film iz svoje raziskave, ko je 6-mesečnemu otroku dala, začela je s tem predavanje, da vsi vemo, kak otroci ne marajo brokolija. In je 6-mesečnemu otroku po žlički ponudila brokoli, pasiran, in se je pačil in je pljuval ven in je rekla, vidite, sem vam rekla, otroci ne marajo brokolija.
In potem je istemu otroku čez 10 minut dala cvetek kuhan brokoli in ga je z užitkom jedel. Tako da ona je potem spremljala tudi starše, pa otroke in to naredila doktorsko disertacijo iz tega. Začnite s koščki v obliki palčke, tako da se lahko da prijeti. Ponudite zelo različno hrano, torej ni treba 3 dni eno, pa 3 dni drugo, ampak to, kar ste za sebe pripravili, samo ni treba, da je slano pa komplicirano, najboljše, da je čim bolj naravno. Ne poskušajte nahraniti otroka, naj bo to začetek kot igra, ali pa vzamite tako, da se on s nečim ukvarja, ko vi jeste kosilo in da imate mir. Potem nadaljujte, ponudite vrsto okusov, oblik, drugo strukturo hrane. Ko bo pokazal otrok zanimanje za skodelico, ker bo videl, da vi iz nečesa jeste, in pa za pribor, mu tudi to lahko ponudite. Pač se prepričate, da je primerno velika ta skodelica. Vilica je navadno uporabnejša za otroke kot žlica. Kaj boste pričakovali pri takem hranjenju? Predvsem nered. V začetku bo vse povsod ležala hrana. Potem lahko bo tudi otroke pljuval, refleksno pljuval koščke, ampak postopno bo obvladal tudi to, katero hrano lahko pogoltne, in to je zelo koristno učenje varnega hranjenja. Kaj se lahko zgodi pri otroku, ki je vedno spasirano hrano hranjen, da enkrat po nesreči, bomo rekli, zagrabi nekaj in si nese v usta in se čist davi, ker ne obvlada koščkov. Večina otrok na začetku zelo malo poje, in do 9. meseca ste lahko brez skrbi, tudi če bi bil izključno dojen, ima dovolj. Se pravi, ima 3 mesece časa, da se nauči tudi tega hranjenja. Ne pozabite, da za to igro, za to učenje potrebuje več časa in ob tem obdržite dojenje in hranjenje z mlekom. In zaupajte predvsem vašemu otroku, da ve, kaj potrebuje. Torej, če povzamemo na kratko, odstavljanje po želji otroka je naravno, logično in prijetno. Kako to, da se tega nismo prej spomnili? Ko sem jaz pred 2 letoma gospod Žil poslušala na eni konferenci, smisla, pa kje smo mi? Preprosto, narava je dala ta razvoj otroka, da si vse nese v usta, in mišljeno je, da si hrano nese v usta. Torej, takšne vrste hranjenje je tudi temelj za zdravo prehranjevanje v življenju. Pri teh otrocih ne boste doživeli, da bi odklanjali hrano, da bi bil problem hranjenje, tega pa ne jem, onega pa ne jem. To, kar dostikrat je problem, ali na drugi strani, da se bodo prenajedali in da bodo predebeli, da pravzaprav ne bodo vedeli, kdaj so lačni in kdaj bi najedli. Tu imate na sliki nekaj slikic, kako se otroci tam pri 6 mesecih hranijo. Tale je že malo starejši, vidite, uporablja pincetni prijem. To je en otroček, ki se hrani špageti. Tu vidite na koščke narezano hrano, pa tu so tudi neke špageti, oziroma neke testenine. In to je moja vnukinja, ki z veseljem uživa. Ravno pravi čas je prišla, ko sem jaz osvojila te nova znanja. Tu pa je en filmček. Jaz se opravičujem za to stekleničko. Film sem snela z interneta
mi je bil dovolj dober, da bi vam pokazala, kako približno se hrani otroček, da imate malo predstave. Torej, sam išče in si nese v usta in se zabava. Ne? Vidite, da je zadovoljen, da kaže zanimanje, da lahko vi v resnici miru zraven jeste. Več je teh, vse si lahko sami pogooglate po internetu, baby leg weaning, pa boste videli razne primere. Ampak poglejte si tudi s kritičnim očesom, kako slabo jejo 4-mesečni otroci, ko jih silijo, ali pa 4,5. Pa jim, ja, daj še to, daj še ono, pa skozi jim govorijo, pa jim tlačijo v usta, ne. Torej, otrok mora biti dovolj zrel. To ni ravno 6 mesecev, morda je 5,5, morda je celo 5, lahko je pa 6,5 ali pa 7. Ja? Tako kot ne veste, kdaj bo shodil, tako ne veste, kdaj bo začel se hraniti. Ja? Zgleda napušen, ne? Dobro, to je en primer. To pa je moja vnukinja, ki mi je Sonja posodila. Bila. To pa kuhano jabolko. Duško, ja. Vidite, ven pa not, pa spozna, pa preveliki pos, ampak užitek je tu, ne? Imate občutek, da bo to uživa? Ne, ni treba. Jaz si dam, ko ona prije k meni na obisk, kar jabolke, samo lupi. In minila še nič zob, pa tako dolgo tisto vlačila po ustu, da je mandarino, krpli mandarine, človek bi rekel, to se bo zadalo. Kje pa? Dala v usta, tako dolgo se sala, da je ostala samo lupe in je vrtljena ven. Ne? Tak radostnega posnetka nisem našla na internetu, veste? Zato sem Sonjo prosila, da mi pošlje, ker ona pa seveda ima čas snimati. Dobro, dovolite, da vam še en posnetek z njo, tu pa je že malo starejša in vidite pincetni telišč. To je kuhana čečerika, pincetni prijem. Tu je bila ene 7 mesecev, ne? Koliko Sonja je bila tu stara? Ja, na 7. Pa ima kaj zobo? Ne, ni bilo še. Pa se je lepo pretlačila. Tako dolgo je tlačila s tistim jezikom, vidite, kaj dela z jezikom. Zelo lepo se je, z jezikom, sem pa tja, pa tlači od nebo, ne? Ampak se ne odreče tega. Torej, to je pa zadnji diapozitiv, to so knjige, ki jih je izdala gospa Jill Rackley. Eno imam samo, ta originalni, drugače pa so Hrvati so izdali tudi prevod in mi pripravljamo na Nacionalnem odboru za spodbujanje dojenja tudi prevod te hrane. Tako da zdaj se dogovarjamo za te avtorstvo in te stvari. Najlepša hvala, sem pripravljena vas poslušati za